En lep pozdravček iz levega brega Drave, majčkeno pod Koroškim mostom, mariborskim. Rahlo oblačno je danes in govoril bom o mislih, o izvoru misli, o naravi misli. Misli obravnavamo kot nekaj povsem naravnega, kot del nas. Ne sprašujemo se običajno, od kod prihajajo, kaj je njihov izvor, kakšen je njihov namen, ker se nam zdi, da so bile vedno z nami. Ampak misli se začnejo pojavljati šele nekje tam v obdobju starosti okoli 7 let po rojstvu. Kajti, ko se inkarniramo v fizično telo, najprej obstajamo mi kot živo bitje in fizično telo, v katerega se inkarniramo. Potem tam pri starosti šele 2 let se pa začne generirati oziroma umsko-zavestni sistem, ki potem začne seveda proizvajati misli. Misli večinoma zaznavamo kot glasove v glavi, tudi določene slike. In ti glasovi v glavi so kot neka vrsta radijska postaja, ki je enkrat lahko tiho, torej lahko smo brez misli, ali pa se ta radijska postaja oglasi in nam nekaj hoče povedati. Mi se potem lahko odločimo, ali bomo te misli poslušali, ali jim bomo namenili pozornost, ali pa jih bomo ignorirali in se osredotočili na tisto, kar smo do zdaj počeli, torej na to fizično realnost v tem trenutku. Zakaj se torej misli pojavljajo, od kod prihajajo in kaj je njihov namen? V povezavah pod tem videoposnetkom boste lahko dobili še dodatne informacije o tem, kaj je narava uma. Pa naj vam na kratko razložim. Umsko-zavestni sistem je energetski sistem, ki je bil zgrajen v določeni zgodovini stvarstva z namenom zasužnjevanja živih bitij. Je neke vrste sistem nadzora in vodenja, z katerimi so nas določena živa bitja želela usmerjati na neki predprogramirani poti. Misli so neka prepričanja, ki smo jih sprejeli v preteklosti in kličejo po naši pozornosti. V bistvu so v neki meri naša lastna odgovornost, da smo jih sprejeli, in lahko jih odpravimo samo, če jim namenimo pozornost in si jih odpustimo. V osnovi pa so misli namenjene temu, da samo vzamejo našo pozornost. Zato, da potem, ko jim sledimo in potem, ko na osnovi tega razmišljanja ustvarjamo konflikt, nesprejemanje med realnostjo in med našimi prepričanji, da potem proizvajamo energijo čustev. Torej, celoten namen proizvajanja misli v naši glavi je to, da nam vzamejo energijo iz fizičnega telesa, zato da se lahko oziroma umsko-zavestni sistem napaja z energijo in da lahko nadaljuje svoj obstoj. Toda mi kot živo bitje nismo misli. Ne potrebujemo misli za to, da bi bili tisto, kar smo, da bi delovali, da bi se izražali. Zato lahko nekaj počnemo. Jaz recimo zdaj lahko hodim in govorim brez, da bi se mi vnaprej pojavljale kakršnekoli misli.
govorim iz sebe, govorim iz fizičnega bitja, iz fizičnega telesa. Lahko pa zdaj tukaj dopustim, da se mi pojavijo kakšne misli, dvoma, strahu, kakorkoli, dobri občutki, slabi občutki in vse to mi potem izpije življenjsko silo iz fizičnega telesa. To se seveda dogaja počasi, postopoma, zelo subtilno, zato da se mi tega ne bi zavedali, ampak kljub temu. Bolj ko razmišljamo, bolj pogosto ko razmišljamo, bolj pogosto ko čustvujemo, ko proizvajamo kakršnekoli energije, čustev, občutkov in ne glede na to, ali so ti občutki pozitivni ali negativni, vse to nam samo srka življenjsko silo iz fizičnega telesa. Zato je fino priporočljivo, da ne razmišljamo, da smo tukaj, da smo osredotočeni na svoje dihanje, da delujemo iz sebe, iz fizičnega telesa in na ta način lahko živimo vse bolj srečno, zadovoljno in harmonično življenje. Nasvidenje, več o mislih v naslednjih posnetkih. Čao!